Škofje in duhovniki morajo premagati skušnjavo dvojnega življenja. Cerkev je poklicana služiti in ne postati špekulantka. Paziti se mora povzpetnikov, ki so navezani na denar, saj ti storijo veliko slabega. Tako so se glasili poudarki v homiliji papeža Frančiška med današnjo jutranjo svetomašo v domu svete Marte. Izhajal je iz dveh likov služabnikov, ki nam ju danes predstavlja Božja beseda. Prvi je sveti Pavel, ki se je popolnoma podaril za služenje in tako na koncu prišel do Rima, kjer so ga njegovi izdali in je bil obsojen. Papež se je vprašal, kje je izvir veličine tega apostola poganov. Odgovor je v Jezusu Kristusu, kajti ponašal se je s tem, da služi, da je izbran, da ima moč Svetega Duha. Bil je služabnik, ki je služil. Z oznanjanjem Jezusa Kristusa je polagal temelje. Nikoli se ni ustavil, da bi užival ugodnosti nekega kraja ali oblasti, da bi mu drugi služili. Sam je služil, ni pa se posluževal. Papež Frančišek je povedal, kako vesel in ganjen, kadar k jutranji maši pride duhovnik, ki mu pove, da je že 40 let misijonar v Amazoniji. Ali pa sestra, ki 30 let dela v bolnici v Afriki. Prav tako je vesel, ko sreča redovnico, ki že 30 ali 40 let dela z osebami s posebnimi potrebami in je vedno nasmejana. Questo si chiama servire. Questa è la gioia della Chiesa, andare oltre, sempre, andare oltre. To pomeni služiti, to je veselje cerkve, iti onstran, vedno, iti onstran in dati življenje. To je tisto, kar je storil Pavel, služenje. Drugi lik služabnika pa nam kaže današnji evangeljski odlomek. To je služabnik, ki namesto, da bi drugim služil, se drugih posluži. Ta je deloval s pomočjo prevejanosti, da bi tako ohranil svoje mesto. Anche nella Chiesa ci sono questi, che invece di servire, di pensare agli altri. Tudi v cerkvi so taki, ki namesto, da bi služili, mislili na druge, polagali temelje, se cerkve poslužijo. To so povzpetniki, navezani na denar. Med njimi je mnogo duhovnikov in škofov, kar je žalostno. Radikalnost evangelija in klica Jezusa Kristusa je v služenju. Biti v službi nečesa, se ne ustaviti, iti vedno onstran, pozabiti sami nase. Udobnost določenega statusa je v nasprotju s tem. Dosežem določen položaj in živim v udobju, brez poštenosti, kakor farizeji, o katerih Jezus govori, da so se sprehajali po trgih in se kazali ljudem. Tu sta dve podobi kristjana, dve podobi duhovnika, dve podobi redovnice, je povzel sveti oče. V Pavlu nam Jezus kaže vzor cerkve, ki se nikoli ne ustavi, ki vedno skrbi za temelje, ki gre vedno naprej in nam kaže pot.